Kaj se dogaja v slovenski politiki in državi? Lep pozdrav gledalci in gledalke, poslušalci in poslušalke, to je N1 podcast. Za nami je politično najbolj eksploziven teden od volitev dalje, teden pričanj, obremenilnih izjav, afer, izključitev, odstopov, preobratov, sprememb, spopadov znotraj koalicije, pozivov na predčasne volitve in tako naprej. Dogodke in stanje bomo pretresli s tremi gosti. Dr. Tadej Troha, filozof Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Živijo. Primož Cirman, odgovorni urednik portala Necenzurirano. Zdrav. In pa dr. Alja Brglez, včasih vodja kabineta predsednika države Boruta Pahorja, zdaj svetovalka bivšega predsednika, sicer pa ena od 13 ustanovnih članov Logarjeve platforme sodelovanja. Dobrodošli v N1. Pozdravljeni. N1 podcast s Suzano Lovec. Za nami torej, kot sem rekla, najbolj intenziven in eksploziven političen teden po volitvah. Zgodilo se je res ogromno. In kakšen je vaš rezime zadnjih dni, vaše glavne ugotovitve, oziroma kako bi ocenili to, kar smo gledali zadnje dni, kar smo videli, kaj se je zgodilo, kaj je to pokazalo? Tadej. Ja, bom takole začel. Jaz sem ti pred tem pogovorom sem te vprašal, hočeš, da sem jezen, zabaven, obupan, ne vem, par scenarijev možnih sem ti dal in še zdaj ne vem, kako naj se obnašam, ker tak je ta teden bil. V resnici je tako, da vse tisto, kar se je pričakovalo na nek način, da se bo zgodilo, mislim, že pred volitvami, se mi zdi, da je bila neka tendenca, ki je šlo v to smer, cela ta struktura Gibanja Svoboda je bila tako nastavljena, bili so neki momenti, religiozne sekte, bili so neki momenti nekih čudežnih povezav, čudežnih odkritij med ljudmi, ki se prej niso poznali in tako naprej. In je bila neka blazno intenzivna vez. In zdaj, če se vzpostavi neka taka malo religiozna struktura, neka napol sekta, se tudi zgodi, da ta sekta v drugem koraku začne svoje notranje člane, ki niso dovolj čisti, izločevati, ker je to edini način, da ostanejo kot sekta čisti in enotni. Jaz mislim, da zdaj, če se osredotočim na Goloba, jaz mislim, da to, kar počne, je z eno besedo absolutno nedopustno. Jaz česa, tazga palca, diskurza, da rečem, te tako neutemeljene in pretirane histerije z njegove strani, ki jo zdaj demonstrira, jaz ne pomnim. Če se spomnimo Mira Cerarja, on je bil ob koncu mandata tudi shisteriziran, zafrustriran, užaljen, ne vem, besen na cel svet, ampak mislim, da je imel Miro Cerar veliko več razlogov za to. To, kar je mene pri Golobu, kar mene res fascinira, je ta nezmožnost, da bi neke rešitve, ki so, probleme, ki niso nujno strukturni, videl na način, da jih proba reševati znotraj struktura. Njegova rešitev je vedno recimo to zmanjševanje ministrstev, neka na pamet, gremo iz 17 na 20, pa iz 20 na 12 ali pa 7, če smo res taki kot Švica. Zdaj, to na pamet govorjeno, koliko ministrstev Slovenija rabi in da bo na ta način delovala, samo zaradi tega, ker se je pri nekem konkretnem dogodku zgodila neka, ne vem, kaj, pomanjkljiva komunikacija med dvema ministroma ali kaj jaz vem. Mislim, to je res, prav ne moreš verjeti. Mislim, krizo zaradi poplav si je, mislim, v teh dimenzijah, kot jo on želi videti, si je dobesedno zmislil. Ni razloga za ta odziv, ni razloga za paniko. Jaz mislim, da tudi, če imamo neko veliko krizo, sploh, če je ta podnebna in če se bo ponavljala, je to nujen, edini odgovor je, da večja organizacija, večje zanašanje na strukture, večja mirnost, večja premišljenost, absolutno nobenih paničnih dejanj, več dolgoročnosti in srednjeročnosti, ne samo kratkoročnosti in tako naprej. Žal je tako, da v njegovi stranki je tudi cela ekipa, ta najbolj izpostavljena, je najbrž še slabša od njega. Jaz preprosto ne morem verjeti, mogoče sem že tle kdaj povedal, pa če še nisem, včeraj recimo na TV Slovenija ali v četrtek na TV Slovenija v oddaji Tarča je gostoval gospod Sajovic, ki
najbolj kontra človek od tega, kar bi si človek predstavljal kot to, kar bo prišlo ne vem, po protestih, ljudskih uporih, pa ne kako rekel, celi tej mašineriji, intelektualni, v končni fazi in afektivni, ki se je zagnala, da bo to figura, ki bo vodila parlamentarno stranko v parlamentu. Ne. Mislim, človek, ki zgleda bluten boden, pač narisan, ki spomne potem, ko se mu očita, ne bo niti odgovarjal na očitke, ampak bo zašel v to, ne vem, spomnil se bo na to, da je bilo treba nositi maske, pa ne vem, pa se bo spomnil na policijsko uro, pa kakšna je bila prej ta država, pa spomnil se bo na afero z maskami, češ njegova, mislim, ta absurdnost, da pride človek do tega, da ko je soočen s takimi direktnimi očitki, mislim, v smislu, kaj počnete, ne z očitki, kaj ste naredili, ampak kaj vam je, bo rekel, to je vse samo krinke, to so vse samo umetne afere, zato da pozabimo na Počivalška in njegove maske. Ma kdo se tega spomne? Mislim, samo to recimo za začetek, pol pa so še drugi akterji, katerim se je pa treba tudi variti, da ne bomo pozabili. Dr. Brglez, kaj vi pravite? Ta teden, kaj je prinesel, oziroma kako bi ga povzeli, kako ga vi vidite? Ja, to niso lepi dnevi zdaj, ne? Pravzaprav za nikogar. Moj odziv ni bil v nobenem trenutku tako čustven, kot smo prej slišali. Ne bi pa tudi rekla, da sem to pričakovala. Itak mi grejo najbolj na živce ljudje, ki potem rečejo, vse to se je vedel, pa itak smo lahko pričakovali. Ni res, ne? Kadar ima nekdo z volitvami na legitimen, legalen način tako veliko moč, kot jo je ta stranka Gibanje Svoboda dobilo pred ne tako dolgim letom, ne, ali več kot letom. Potem pravzaprav si takih presenečenj ne sme dovoliti, ne. In zato lahko zdaj rečemo za nazaj, seveda, zakaj so pa sestavili takrat tako veliko vlado, zakaj so pa dali tako veliko moč koalicijskim partnerjem, zakaj, skratka, veliko razlogov lahko najdemo nazaj, ki so že trasirali tole pot v to veliko presenečenje tega tedna, ne. Ampak kar je bolj pomembno ta trenutek je, kako od tu naprej. In naprej se seveda lahko zdi za hip mogoče všečno, pa še to ni prava beseda, produktivno pa sploh ne, reči, ok, priznamo kakšno napako, mogoče pa ni bilo pametno jeti v tako veliko vlado, a ne, pa dajmo zdaj razmišljati o 12, vendar to nič ne pomaga zares, ne. Prvič vemo, da se tega ne da narediti takoj, drugič, ko enkrat pride do take velike erozije zaupanja, pa niti ne zdaj samo zaupanja, ampak do tazga padca padca vrednosti v očeh volivcev. Ker volivci zdaj vidijo, da to ni to, a ne. Sej pač vsak volivec je sam šel na limance, če ni volil za program, ampak je volil samo za nekaj, kar ne bo. A ne? Ampak pričakoval pa je, volivci in volivka sta pričakovala, da vendarle taka moč in taka pravzaprav lagodna večina v lagodni situaciji, ne, sej takrat ni bilo več ne covida, ni bilo nekih drugih kriz, lahko omogoči, da dobimo kakšno reformo, če že ne reformo, kakšno spremembo, če bo kakšna sprememba, naj bo na boljše, če govorimo o zdravstvu, naj se to pozna v zdravstvu. Sej kaj dosti drugega pa nismo govorili, ne. Potem je prišla pač neka vojna, ki je takoj povzročila vprašanja glede energetske oskrbe. Spomnimo se tega. Pred prejšnjo zimo smo se zelo spraševali, kako bomo zimo preživeli. Ampak potem je tudi to šlo zelo nekako s skupnimi napori sveta ali pa Evropske unije, je šlo brez velikih bolečin skozi, ne. Zdaj pa prihajajo resni problemi. Te poplave so mogoče pač, ne vem, kaj bi rekla, eno znamenje z neba, a ne, da se vendarle lahko stvari zgodijo, ki niso prijetne in ki jih je treba znati reševati. Zdaj ne gre za to, da bomo ene izzive malo naslavljali, a ne? Ampak gre za to, da imamo ene probleme, ki jih je treba rešiti. In kadar imaš to, takrat pa že hočeš vedeti, da imaš na oblasti nekoga, ki to zna, ki ve, kako se bo lotil, ki se ne bo premislil potem, ko bo naredil neko veliko reč, pa bo potem videl, da je boljša ona manjša ali kakorkoli. Skratka, to se mi zdi en precejšen šok tega tedna, ki ga vsi čutimo, no, kakorkoli. To ni zdaj samo šok, streznitev za vlado ali pa za njenega predsednika ali pa za koalicijo, to pravzaprav zdaj vsi nekako debatiramo. No. Primož. Dogajanje tega tedna je mogoče razdeliti v bistvu na dva dela. V prvem delu začnemo pač z nedeljo zvečer oziroma ponedeljkom zjutraj, smo videli dejansko plastično prikazan posnetek delovanja
enega človeka, ki je bil zelo, zelo blizu vrhu prejšnje oblasti v poslih z državnimi podjetji. To je bila dejansko pač neka praksa, za katero so vsi vedeli, da je, in zdaj so jo dejansko prvič videli pred kamero, videli so človeka, kako šteje denar, in skratka, zato, da je v zameno verjetno za neko obljubo, da nek posel uredi, ki ga potem ni. Tukaj jim sicer malo preseneča, da zdaj v bistvu bom rekel, da je ta tarča te afere v bistvu izključno NSI, pri čemer je znano, da ključni ljudje NSI-ja v času prejšnje Janševe vlade s Nečem niso imeli direktnih povezav. Direktna povezava je bil generalni sekretar SDS Borut Dolanc in ve se, kdo je bil SDS človek v upravi Darsa. To je bil Boštjan Rigelj, ki je de facto tudi operativno vodil Dars. Sej Valentin Hajdinjak je mogoče predsednik uprave, vendar o gradbenih poslih predtem ni imel kaj dosti vedenja in zato je pač so operativne stvari vodili druge. Skratka, tu smo videli nekako ta posnetek, ki je simboliziral neke prakse, ki so v Sloveniji takrat bile in so seveda tudi verjetno še danes, ne? Ampak takrat so bile zelo, bom rekel, institucionalizirane. Ne? Drugo, kar je pa vidimo zdaj, pa je, ne bom rekel, borba za hierarhijo, ampak en velik odkrit spopad na levi sredini, kjer so neki centri moči pač se očitno odločili, da je z Robertom Golobom konec. Ne govorimo o vladi Roberta Goloba, ne govorimo o Gibanju Svoboda, govorimo o osebno Robertu Golobu. In on je s to potezo, ki je imel, je v bistvu dejansko dal nekako vedeti, da jaz sem še vedno tu, jaz kontroliram stranko, jaz kontroliram vlado. Namreč ne gre nikomur se po izkušnji z Marjanom Šarcem oziroma preteklostjo ne da več na volitve. Vsi vedo, da je ta večina trdna, vendar zdaj je seveda vprašanje, kdo bo to večino imel. In ključna točka tega spopada na levi sredini pa je seveda ena, in to je policija. Policija pa zato, ker je nadzor nad policijo oziroma obvladovanje policije tukaj neka točka, na kateri so pač politične strukture, ki so se tako lepo združile v aferi T6, jih dejansko zanima v bistvu v tej državi samo to, kdo ima ključe od metaforično doba. In to, kar gledamo zdaj, je v bistvu zelo lepo simbolizira tudi dejstvo, da je recimo Nova 24 TV v minulih dveh večkrat predvajala celoten posnetek zaslišanja Tatjane Bobnar. To je tako neka lepa slika, ki pove v bistvu, da vse, kar tukaj gledamo na levi sredini, vse te frontalne spopade so v bistvu v glavni luči zaradi policije. Začeli pa so se potem, ko si je Gibanje Svoboda oziroma Golob sam odprl rano s Sanjo Ajanović Hovnik, ki jo je popolnoma nerazumljivo 14 dni pustil odprto, namesto da bi ministrico takoj po razkritju spornega razpisa razrešil. Je zadevo pustil čakati in to je seveda povzročilo nek padec v rejtingih, zaradi katerih je nastal vtis, da je pač položaj Roberta Goloba šibek in potem je pač sledilo to, kar je sledilo. Rekla sva, da bo povedala, prav je, da povemo, da smo povsem transparentni, a ne? Primož, tvoja žena je pač direktorica vladnega urada za komuniciranje. Drži, to lahko potrdim. Tako, zato te o teh stvareh tudi ne bom sprašvala, ampak je prav tudi to povemo. Tvoja nekdanja dolgoletna sodelavka Vesna Vuković pa je generalna sekretarka Gibanja Svoboda. To tudi drži, prav je, da to pač korektno povemo. Ko govoriš o centrih moči, ne, na kaj konkretno? Si lahko bolj konkreten, o čem govoriš? Poglejte, funkcija Tatjane Bobnar danes je jasna. Funkcija Tatjane Bobnar je svetovalka predsednice republike, ki je v nekem latentnem konfliktu z kabinetom predsednika vlade že nekaj časa. Vemo, kaj se je dogajalo pred predsedniškimi volitvami, vemo, kdo je bil prva kandidatka Gibanja Svobode. Ni bila Nataša Pirc Musar ali pa Marta Kos, potem je Marta Kos Golob po nekem javnem sporočilu Milana Kučana umaknil iz igre, ampak kljub temu ni podprl Nataše Pirc Musar, ampak je podprl Milana Brgleza. Se pravi, in Nataša Pirc Musar je pač to razumela kot nek akt sovražnosti in pri čemer je postalo jasno, da bo potem, ko bo prišla v kabinet, da bo ta konflikt v bistvu neizbežen. Priča smo v bistvu podobni situaciji, kot je na Hrvaškem, kjer je pač imate na eni strani Milanovića, na drugi strani Plenkovića. Tudi Plenković zelo pospešeno menjuje svoje ministre, mimogrede. No. Skratka, govorimo pa tukaj o nekih strukturah na stari levici okrog nekdanjega predsednika, ki pač Misliš Milana Kučana? Tako je. Namreč tu morate vedeti, na levi sredini vedno veljajo neka pravila. To so izkusili že nekateri prejšnji predsedniki vlade, ne? In neka nepisana hierarhija velja in pač Golob je tu nek tujek v zgodbi, ki je prišel
dejansko pred volitvami iz praktično ničesar ustanovil stranko v 3-2 mesecih. V tej stranki so prihajali neke kolone ljudi iz vse posod. In v bistvu on na tej točki v bistvu šele ugotavlja, kaj vse ima v stranki, kdo vse je noter, skratka, kar naenkrat 41 novih poslancev, pri katerih je bila večina politično neizkušenih. In tukaj je v bistvu, tukaj jaz vidim glavno zgodbo, ki se trenutno dogaja, kdo bo v bistvu na tej levi sredini dejansko vodil niti, se pravi, ali bo to nekdo, ki bo pač poslušal nekoga, hodil po nasvete, hodil na zajtrke, skratka, vedel, katero agencijo najeti, kdaj, skratka, razne stvari, koga kadrovati v kakšno podjetje, kateremu gradbincu dati kakšen posel ali ne. Skratka, in tudi na vse zadnje, koga nastaviti za direktorja policije. Namreč pri policiji je zanimiva stvar, ne. Policija je bila ena zgodba, kjer je ta najprej nastal nek konceptualen konflikt, ne, iz 2 stvari. Prvi je, da je bilo v bistvu vprašanje, ali je bila policija potem, ko je Janša okupiral in tako rekoč uničil, ali je Janša prišel v stanje, ki je bilo idealno ali ne. Ampak statistike gospodarskega kriminala so že takrat dokazovali, da je policija od leta 2015-2016 zelo neučinkovito preganjala gospodarski kriminal v Sloveniji in torej še zdaleč ni bila idealna institucija, preden je tja prišel Janša. In druga stvar je bila ta nek konceptualen konflikt znotraj policije o tem, ali lahko policijo vodijo kadri, ki so dejansko šli čez vse strukture policije, skratka pri 15 letih v Tacen, pri 18 potem na fakulteto in naprej, skratka, ki so dejansko 20-30 let plezali skozi vse položaje v policiji, ali pa je policija dovolj odprta tudi za kader, ki so recimo naredili, ne vem, pravno-ekonomski fakt, ki so šele kasneje iz drugih služb prišli v policijo. In tu je bil dejansko nek konflikt, ki je nastal na konceptualni ravni, ki pa potem prerasel v odprt politični konflikt, ki ga zdaj v bistvu vidimo, vse te rakete, ki se spuščajo, so v bistvu rezultat tega. Ker Golob pač ni, vemo, kdo je Golobo pripeljal, Tatjano Bobnar, in ker Golob pač ni, v bistvu, ker se je z Golobom sprla in šla, to, kar vidimo takrat, je v bistvu posledica, to je zdaj eskaliralo tajno. Se vidva strinjata s tem? Vse ne gre za strinjanje. Jaz imam tukaj mogoče malo drugačen pogled na te reči, zato ker to vse so zelo pomembna dejstva, verjetno tudi koga zanimajo. Meni se pa vendarle zdi, da volivca mora zanimati nekaj čist drugega, ne. Tako kot sem vas zdaj poslušala, je nekako tako videti, kot da bi gospoda Goloba čarodej potegnil iz klobuka, a ne, pa ni čist nujno tako, a ne. On je vendarle šel na neke volitve in tam zmagal in dobil strašno veliko večino in morda danes, ne, to je zdaj moje ugibanje, razočaral veliko število ljudi, ki so mu takrat dali svoj glas, ne. Zdaj mi vemo, da on takrat ni zmagal z največjo večino vseh časov, a ne, da je pa pač zaradi nekih drugih razlogov po Dontu in zaradi tega, ker ljudje dejansko niso podprli nekih manjših strank, se potem zgodila ta največja večina v parlamentu, ne. S to največjo večino v parlamentu je pa lahko ta proces, ki ste ga tudi vi zdaj malo omenili, lahko bistveno daljši, ne, lahko se dlje razkraja zdaj to politično truplo, lahko se mu poišče neke načine za to, da se ga umetno ohranja pri življenju. Vse to smo že videli, to ni nekaj zelo novega. Ampak jaz vendarle mislim, da enkrat na koncu bodo spet volitve. Ne? Janša pravi, da ne bojo čim prej. Jaz ga po svoje razumem. Ker verjetno on s tem, če bi bile predčasne volitve, verjetno SDS največ dobiva, ne? Ja, to zdaj ne vem, ne? Bomo verjetno mogoče v naslednjem krogu lahko kaj rekli o tem, kaj to zdaj vse pomeni za konstelacijo sil, kot so zdaj. Ne? Vemo pa, da imamo v parlamentu trenutno najmanj v zgodovini strank. Ne? Še nikoli ni bilo tako malo strank. Ja, tako imamo pravzaprav dvopolni sistem, ki pa mislim, da v Sloveniji ne zadovolji dovolj ljudi, da bi lahko res bil tak. Tako da domnevam, da se odpira prostor prav pri teh razočaranih volivcih, ne, da bi lahko volili tudi drugače, kot samo proti, da bodo morda kdaj le zahtevali, da nekdo, ki nastopi, ima kakšno idejo, ima kakšen predlog, ima kakšen program, ima mogoče tudi ekipo, mogoče celo malo konc časa novih obrazov, mogoče bi zdaj radi, da nekdo, ki bo se potegoval za kakšno javno funkcijo, že ima kaj pokazati, ne? Mogoče pa ne, lejte, Slovencev nas je malo, mogoče gremo lahko še naprej po metodi izločanja, pa ko bomo tolikrat videli, kdo ne. Ker se sami Ja, povejte, povej. Brez veze, bom jaz repliciral. Bom najprej Primož Tep repliciral, mi da se že dolgo poznava. Ne? Mislim, kar jaz vidim problematičnega v tej tvoji naraciji, ne? Je to, da če ti naracijo na ta način postavljaš, boš moral vključiti tudi sebe not. A ne? Govoriš o ozadjih non-stop.
Mislim, če ti tako naracijo postavljaš, so tvoje povezave lahko del te hobotnice. A ne? Pa verjamem, da niso, ampak razumeš, v čem je problem? Problem je v tem, kar sem jaz najprej govoril. Mene Tatjana Bobnar se boš spomnila, me ni, kako bi rekel, tangirala ne takrat, ko se je zadeva zgodila, sem rekel, vedela je, v kaj se spušča in ni imela poguma, da v tistem momentu pove, kaj je bil problem. Zdaj je se zgodil, po zamiku pride, ne zanima me. Karkoli se dogaja, mene razumeš, te strukturice spodi ne zanimajo, zaradi tega, ker imam vseh, pa vi lahko rečete, da sem čustven, sem upravičeno čustven, ne zanimajo dostih imam, in veliko ljudi ima dostih, oprostite, bom sam bi rad do konca povedal. S temi strukturami, s to celo naracijo, to seveda je problem, jaz verjamem, obstajajo, menda da obstajajo, se nisem pač od včerja, ampak to zdaj, kot si predstavlja, če s športno metaforo ti rečemo, zdaj ne vem, če si gledal prvo tekmo Dallasa, igra Dallas proti San Antoniju, Viktor Wembanyama, vsi ga opevajo, pride Luka Dončić, da zmagoviti koš na koncu in reče tako, I'm here, kao, češ, vi hajper ste Wembanyamu, jaz sem ta, ki sem še zmer tukaj, I'm him, in na začetku si tako rekel, kot da je golob, potisnjen v kot in zdaj on reče, jaz se tukaj borim za to, da se bom postavil in te sile me hoče uničiti, jaz se bom postavil in bom. Dončić je to naredil s stilom, golob je to naredil tako, da ga noben noče več pogledati. Pa lahko ima zaradi mene pojma nimam in me ne zanimajo njegove notranje misli, karkoli, ampak zadeva pač ne deluje in je škodljiva, po mojem, za celoten prostor, pa ne za levo sredino, ker tukaj vse, kar govorimo, so notranje igrice, ki so formalno ali neformalno pod gibanje Svobode vse v nekem trenutku hotele biti porinjene nota. Mislim, tukaj ne gre po mojem za spopad med, pa Kučan, kamorkoli paše, najbrž itak povsod paše. Kar se pa vas, kolegica, ne tiče, mislim, to, kar ste zdaj na koncu rekli, mislim, ja, morate biti odkriti, da vi, in zato najbrž ste vi čustveni na drug način, zdaj, kako rekel, ker se vi veselite tega, kar se dogaja, ker je pred vami tudi menda svetla prihodnost, v končni fazi računate, da bo Slovenci se odločili, da glasuje za nekoga, ki ni nov obraz, ki ni proti, ampak je za, kot je vaš predsednik gibanja, kako se vam reče, platforme sodelovanja pač naznano in to morate vi tudi v svojih izjavah pač korektno govoriti. Zdaj, skratka, si vi želite, se pravi, kdo smo, ko rečejo, mi smo te, na katere čakamo, kot so rekli Brnjevi volivci, vi ste dejansko na tej poziciji, da to lahko rečete. Boste najprej vi, pa potem... Ja, mislim, to je sjajna iztočnica, jaz ničesar ne skrivam, vi ste me tudi predstavili kot eno od ustanoviteljic društva, ne stranke. No, če rečem še en disclosure, jaz pravzaprav nisem nikoli v življenju bila v stranki, sem pa veliko vlad videla nastajati, propadati, poznala ljudi, delala s kom, jaz sem bila navsezadnje vodja kabineta predsednika Drnovška, ko je bil on predsednik LDS, tako da ne morem reči, da ne vem, kako stranke nastajajo, propadajo, izginjajo. Ampak zdaj se je, tudi s tem, kar se je zgodilo v zadnjem tednu, se odpira v bistvu nove možnosti oziroma se drugače strukturira, tudi s tem, kar bomo potem mogoče prišli, kaj lahko to pomeni za prihodnost vlade in tako naprej. Vse je praktično možno. Potem, kar smo videli ta teden, se lahko politično prizorišče spremeni v naslednjih tednih, mesecih. Je tukaj zdaj čas, tudi zaradi tega, se zapira tukaj čas za to odločitev, ali bo Logarjeva platforma, torej postala stranka, ali bo ostala, da tako rečem, debatni krožek? No, sej, fair vprašanje, fair odgovor, mi o tem nismo v društvu do zdaj sploh razpravljali. Lahko rečem, da smo presenečeni, ker se je tole zdaj tako na hitrco v enem tednu zgodilo, da kaže znamenja, da bi bilo treba prej kot v 2 letih razmišljati o naslednjem koraku. O stranki.
Naši naslednji koraki so bili, videli ste prvo javno tribuno, zdaj imamo v načrtu drugo, pa razmišljamo o tretji. A ne? In vedno smo rekli, da želimo nek prostor razprave in prostor sodelovanja, ki je izginilo. Ne? Sodelovanje iz politike je izginilo. Tako pač jaz mislim, tako čutim, zato sem šla v to društvo. A ne? Če nekdo drug misli, da ga je dovolj, pač misli tako. A ne? No, ampak mi smo zaradi tega, iz teh dveh motivov, recimo, ustanovili to društvo in nam je bilo čist fino. Ne? In imate prav, zdaj bo verjetno treba začeti razmišljati, ali je treba s tem društvom narediti nekaj novega, ali bo kdo drug to naredil. Jaz ne morem Ampak kaj bi vi pozabiti. kot recimo, vi ste bili pač tako, kot ste rekli, ne? In pri dr. Drnovšku, in pri Borutu Pahorju in tako, in imate neke izkušnje s temi Ja, jaz imam očitno nek predsodek ali pa kaj bi rekla intoleranco, ali kako se reče temu, do tega, da bi se vključila v stranko. Ne, Ne, hotela Tako sem da reči, se da imate tudi v tudi društvo svetovanje, nisem verjetno. vključila zato, da bi postala stranka. Razumem. Ampak imate verjetno na tem politični sceni, a ne, ste bili svetovalka več politikom, kaj boste tukaj Logarju svetovali? Torej, situacija v tem tednu se je odvila tako, kot se je odvila. Odprte so, kot pravim, zdaj različne možnosti, kaj se bo dogajalo naprej. Ja. Bi vi njemu svetovali, da v stranko torej pohiti? Ja, zelo natančno vprašanje znate postavljati, čestitam. K sreči me tega dr. Logar ni vprašal, ne? Kar ste me vi. Res je, da sem jaz sodelovala in pač na vse zadnje zmagovala v številnih kampanjah in zdaj je verjetno čas, ko je treba o tem začeti razmišljati, se strinjam, tako tudi jaz razmišljam. Zato sem sama nekajkrat rekla že, da v prihodnjem letu evropske volitve ni prav, da bi bile spet tako nepomembne, da bi se jih udeležilo med 25 in 27% volilnega telesa, da so teme, ki bi jih bilo treba debatirati, in so ta trenutek lahko evropske teme strašansko pomembne za naš obstoj, da je tudi Evropa v drugačnih težavah. Mislite skratka, torej, da je prav, da bi šla platforma še vedno na... mislim, da bi bilo strašno narobe, če bi evropske volitve ne bile vsebinske in ne bi bile tematske. In k temu bom po svojih močeh tudi skozi platformo skušala pomagati, kolikor se da. Sicer pa je vprašanje za platformo, za nas vseh toliko in toliko ustanovnih članov, kako bi se odločali glede evropskih volitev, in o tem pa nismo še govorili. Domnevam pa, da, tako kot smo vsi rekli, da se zdaj v teh po tem prelomnem game changing tednu bo treba zavedati, da ni več 2 leti časa za take lagodne, počasne razmisleke. No? Samo še eno podvprašanje, pa takoj k tebi pridem, se upravičujem. Bi bili pripravljeni za Logarjevo platformo kandidirati na evropskih volitvah? Jaz sem enkrat v življenju kandidirala na evropskih volitvah. Za Popovičevo stranko? Ja, takrat me je to zanimalo, pravzaprav mi je bilo skoraj nepomembno, oziroma kako hočem reči. Takrat, to so bile prve naše volitve v Evropski parlament. Takrat je prvič Slovenija imela možnost sodelovati. Tako me je to zares zelo, zelo zanimalo, kako so oblikovati evropske politike. Prvič smo se s tem srečali. Predtem sem pa jaz pri Drnovšku pravzaprav bila zadolžena za izvedbo referenduma za Evropsko unijo in za NATO hkrati. Ne? Tako da sem o tem veliko vedela, to me je zelo zanimalo, vsebine so bile moje. To je bil drug čas, takrat me je to resnično zanimalo. Zdaj me to pravzaprav ne zanima. Ne? Vem pa, da je Evropa pred strašansko prelomnimi časi. Mislim, da moramo tja začeti pošiljati najboljše ljudi. Mislim, da nam najboljših ljudi zmanjkuje že v domači slovenski politiki. Tako da je tole nek moj apel, da se čim več, čim boljših ljudi začne odločati za to, da bi sooblikovali našo politiko. Primož, ti se moraš odzvati? Jaz bi samo dodal, no, da mogoče že nismo povedali, da je Anže Logar še vedno predsednik sveta SDS. Tako, in mislim, da to vseh vprašanj, ki ste jih zastavili, v bistvu niste zastavili bistvenega. Ali je še, oziroma dokdaj bo še. Tako da pač, dokler je jasno, pač, da bo on predsednik sveta. In zakaj še je? Tako je, ja. Recimo. No. Ampak ok, kar sem hotel povedati je naslednje, da je dejansko, nekdo je rekel zdaj, ali gospa, ali ti game changing teden? V čem? V čem je bil to game changing teden? Mislim, lejte, bom rekel, Logarjev šef Janez Janša nas je naučil umetnosti vladanja v prejšnjem mandatu. On je vladal z 38 poslanci. To je 2 manj, kot jih ima Gibanje Svobode, oziroma ne vem, kakšen je status Mojce Štefinec Pašek zdaj. Je izključena, ampak je še v poslanski skupini. Se pravi 40-41, ampak recimo, da ona verjetno še vedno mislim, da ne bi dala glasu za desno vlado, kolikor jo poznam. Ne? Se pravi, torej, imamo leto in pol vlade, koalicije, ki ima 41 poslancev. Zdaj, to je bila koalicija, ki je bila
v primerjavi s prejšnjimi praktično zelo mirna. Vi niste tukaj imeli Karla Erjavca, ki bi vsake 14 dni grozil z odhodom iz koalicije. Vi niste imeli, ne vem, nekega križem-kražem glasovanja, kot je bil recimo primer pod Šarčevo vlado v guvernerju Banke Slovenije, ko je Alenka Bratušek podprla kandidata SDS. Skratka, ta koalicija je bila dejansko, vsaj na zunaj, po glasovanjih do zdaj zelo krotka. No, predsednica državnega zbora. Ampak kaj se je dejansko zgodilo? Ona je na koncu stala ob Golobu in ostalim članom stranke in je pač tam povedala, da ostaja. Se pravi, pač, a je bil to sploh issue, da je nekdo zahteval njen odstop? Tega v bistvu nismo vedeli. V bistvu zanimivo je to, da dejansko v medijih naslednji dan nismo imeli praktično nobene informacije, kaj se je dejansko dogajalo na svetu stranke. So bila kakšna druga, ali izvršnem odboru, ali kakoli pač že imajo, ali so kakšna druga mnenja, ali kdo bil proti. Skratka, game changing teden, zakaj? Se ne strinjam s tem? Tako kot vi zvenite. Ja. Je seveda vse v redu, bomo šli na volitve enkrat takrat po rednem roku, a ne, mi bomo naprej delali javne tribune, skratka, nič se ne mudi nikamor, vaša vprašanja so bila odlična, vendar nekoliko preuranjena, bomo rekli, ne. Ampak glejte, vendarle, če za hip odmislimo vse te afere, pa ta zakulisja, pa tako naprej. Mi imamo predsednika vlade, ki je pravzaprav zdaj v tem tednu pokazal, da ima zelo slabe odnose s praktično vsemi institucijami v državi, a ne, s predsednico države, ste že sami prej rekli, celo natančno opisali. Imamo razloge, da pomislimo, da morda tudi z državnim zborom ali predsednico državnega zbora. Državni svet, mislim, da se tudi kažejo neke razpoke, kolikor lahko spremljam javna izražanja njihova, da ne govorimo o delojemalcih, delodajalcih, vseh zbornicah, na vse zadnje mogoče zdaj samo ne vem, kako je z sodniškim društvom, kakšni so odnosi, pa mogoče z OKS-om pa razumem, ampak pa politiki, kot nas je naučil Janez Janša prejšnji mandat, edino, lahko se tu razpravljamo, ali je Robert Golob si odprl preveč front, absolutno po mojem, da. Ampak na koncu štejejo samo poslanci. Vlade se pred volitvami menjujejo samo v parlamentu in jaz pač v tej konstelaciji, ki je trenutno, pač ne vidim možnosti, da bi bile volitve pred letom 2026. Tudi če se znotraj Gibanja Svobode nekaj v naslednjih letih, mesecih morda zgodi, mislim, da neke druge variante enostavno ne vidim. To, kar pa zdaj v bistvu gledamo, je pa pač leto in pol vlade in dejansko so na tej točki koalicijski partnerji zdaj prvič nekako se postavili po robu, SD prek Mladega foruma, prek Janja Prednika nekako stopnjuje pritisk. Zdaj, verjetno je tukaj vprašanje rekonstrukcije vlade, pomeni pač, da je kakšen minister za vsako stranko manj, ne? To je In kaj to pomeni za koalicijsko SD, recimo, predvsem bolj kot za Levico? Ampak prej je tedaj govoril o strukturah. Jaz pač ne govorim, kaj zdaj meni všeč, kaj ne, jaz samo konstatiram in recimo pri pač politični analizi dogajanja je pač treba vedeti, recimo, ne, da imate trenutno v državnem gospodarstvu je SD verjetno največji poraženec kadrovskih spopadov in bitk, kajti njihovi ljudje, njihovi izbranci dejansko nimajo praktično razen Nacionalnega inštituta za javno zdravje, v tej vladi niso dobili niti enega pomembnejšega mesta. In tu je verjetno en razlog za nezadovoljstvo. Pri Levici so razlogi drugi, ne. In skratka, tukaj v bistvu so zdaj na neki točki oni zdaj pač, kot sem rekel, zaradi tega dogajanja zaznali, da je Golob bi lahko postal šibkejši, kot je bil, ker prej bi pač očitno nekaj vendarle nesporna avtoriteta. In zdaj se bojo nekako začele te karte in pozicije nekako na novo prelagati, predvsem teh interesnih območij, tudi v državnem gospodarstvu. Ne gre pozabiti, da odprto je mesto članov uprave Slovenskega državnega holdinga, ki upravlja 9 milijard državnega premoženja. Odprti bo tako malo 2 novi nadzorniški mesti, to so zelo vplivne funkcije. Odprto je mesto predsednika uprave Luke Koper in znotraj teh kart mislim, da se bo v naslednjih mesecih odigravalo tudi to nezadovoljstvo ali zadovoljstvo s samo koalicijo. Tadej, videli smo v preteklih dneh tudi to, da je v bistvu v koalicijskih vrstah prišlo do res brutalnega javnega obračunavanja med podmladki strank. Ne? Torej, da so bili podmladek SD-ja izjemno kritičen. Do česa? Do Goloba. Ne? Ampak do česa v smislu? Nisem Policije. spremljal, se pravčujem. Ostri so v Mladem forumu socialnih demokratov, v pismu premierju so zapisali, medtem ko se ukvarjate z mešetarjenjem po represivnih organih, vprašanje, kdaj bomo živeli v socialni državi, ostaja neodgovorjeno.
Podmladek SD predsedniku vlade očita tudi, da njegova vlada ponavlja napake prejšnje vlade, proti kateri, citat, smo mi protestirali. Obljubljali ste drugačno politiko, sporoča recimo Luga Goršek. Mesec tudi pravi, da se mora vlada resno pogovoriti, da pa ni njena edina težava struktura, temveč bistveno večja težava je to, kako ta vlada deluje. In kar je potem Podmladek Gibanja Svoboda vrnil stranki SD včeraj. Oni pravijo, zakaj Podmladek, torej SD-ja, prevzema komunikacijo, stranka pa se skriva za njihovimi besedami. Od koalicijskega partnerja bi pričakovali več kot to, da se ponovno skriva za svojim podmladkom in ga uporablja za javno izvajanje pritiskov. Nikoli pa nismo pričakovali, da bo prijateljska mladinska organizacija koalicijske stranke rušila vlado, del katere je tudi sama. Skratka, oni pišejo o rušenju vlade znotraj koalicije. Tudi na en način gre za game changing situacijo. Dobro, ampak, bo povedal zdaj. Ja. Ali ti vidiš to situacijo kot... Mislim, game changing. Game changing, to ne pomeni nujno zdaj, da se, vsako operacijo se da, ki jo na telesu izvedeš, se da pol zašiti, pa uspešna, neuspešna, pa notlo gnije ali ne vem kaj. Vedno lahko zašiješ, pa počakaš, pa zamiraš, pa bo do volitev zdrži. Mislim, to je jasno. Mislim, game changing v tem smislu verjetno, ne vem, kdorkoli je že to rekel. Jaz se strinjam. In tisto, kar je najhujše, da politika, ko se že na nek način nepovratno med sabo videti ne more, še vedno vztraja in mora vztrajati za 2 leti pa pol zaradi teh in onih razlogov, ali pa zaradi tega, kar reče Golob, ni, v smislu, mi bomo to naredili zaradi tega, ker smo se, nič skrbeti, zdaj malo na pamet citiram, nič skrbeti, mi smo garant za to, da bomo mi to naredili, naša zaveza temu, ker smo dobili 41 poslancev oziroma tako večino. Ja, ne vem, ni nujno, zaveza. 41 poslancev lahko, mislim, tudi ta glas ni. Hoče ta obrat, mislim, ko rečeš, jaz se že ne obnašam več tako, kot da sem dobil 41 poslancev, oziroma se obnašam hkrati, kot da sem jih dobil 5 in da sem jih dobil 60, nekje med tema dvema ekstremoma je on. Ampak ne moreš pa reči, ja, sej, ampak me bo ta abstraktna zaveza me bo pa držala in karmarila, zato mi zaupite. Ne, to je nekaj hecno se sklicuješ na prelomljeno obljubo, tako rekoč, mislim, da tako rečem. Ampak to zdaj, kar se tega spopada podmladkov tiče, mislim, o spopadih podmladkov imam tudi svoje mnenje, mislim, zaradi tega, sploh če so neorgansko ustvarjene, sploh če se ustvarijo kot, narediš eno stranko, povabiš not, pa navlečeš še par zainteresiranih mladih, pa jim rečeš, vi ste pa zdaj naša prihodnost, ljudje, ki niso prej, ki ne vejo najbrž, nič na tem svetu. Hočem reči, ta reakcija mladega foruma se meni ni zdela preveč radikalna, bom čisto iskren, nič tacka ni, mislim, ne vem, so imeli že hujše ali pa ne vidim nič tacka. To reakcija Luke Mesca, mislim, to, če se ti to zdi radikalno, jaz ne vem kaj, mislim, ampak ta nazaj reakcija, podmladka Gibanja Svoboda, ki je pa zelo iskrena in zelo povedna, o tem, da je iz neke užaljenosti, da če kdo, če očita SD-ju, vi izkoriščate podmladek za to, da govorijo v vašem imenu, je pa njihov problem v tem, da oni sploh ne znajo z drugim imenom govoriti kot Robert Golob. Hočem reči, ton, ki ga oni govorijo, je že ta robotski ton, ki ga stranke tega tipa privzamejo. Govorijo isto, govorijo iz pozicije, kot da so ne vem kaj, kot da so oni odrešitelji in zdaj bojo oni malo nas pospenkali, svoje mlade prijatelje na drugi strani. Tako da, mislim, res, ko bi rekel, dajmo se o resnih stvarih pogovarjati, ko bi rekel, o tem, resna stvar je tudi se pogovarjati, če govorimo o Logarjevi platformi, kar se ti po mojem pravilno opozoril. Za Boga milega, se ne govorimo o tem, da ne govorimo o abstraktni stvari, treba je ustanoviti društvo, ki skrbi za povezovanje premalo. Ja, v redu, se strinjam, kadrovski bazen izpraznjen, ni več, mislim, se ni več iz kje pobrati, vse v redu, ampak ne boste rekli, tako že rekel, zakaj pa vi sami ne bi ustanovili takega društva? Mislim, vi se priključite, prosim, ampak tako,
ko govorimo o tem, da je Slovenija v krizi, politični, ne vem kaj, da je zaradi, ne vem, dolge zgodovine, mi se to moramo pač poslušati, mi smo 30-35 let pač res na žrti od enih določenih struktur, katere del je tudi vaš predsednik. Super. Sej, res hvala za tole. In če mislite, ne samo to, če mislim, jaz razumem, mogoče si vi predstavljate, vzeli bomo od tega človeka najboljše, kar ima, on bo vzel od sebe, se bo kako rekel, očistil, vzel sem čisto dialoškost, se povezal z novimi, kako rekel, vplivnimi ljudmi, probo najti neko drugo hobotnico, da tako rečem, ne vplivnih ljudi, in potem bo stvar rešena. Ja, torej, kaj čaka? Skratka, jaz vem, da se v politiki zelo veliko stvari pozabi, zlasti so mogoče k temu nagnjeni kakšni taki komentatorji, ki morajo vsak teden nove teme debatirati, ampak na vaše vprašanje, zakaj nisem pa jaz sama tazga društva prej ustanovila, je pač lahko več odgovorov, ampak en takle najbolj priročen, ki tudi najbolj odgovori na vaše vprašanje, je, da smo pozabili, mogoče, da je bil Anže Logar kandidat za predsednika. V predsedniški tekmi je bil pravzaprav zelo dober. Ne govorim o tem, da je dobil 47%, ampak o tem, kako se je tam obnašal. In je s svojim obnašanjem, recimo temu, predvsem pa s tem, kako je sprejel poraz in kako je potem čestitev zmagovalki, bil zame ena velika novost v slovenskem političnem prostoru. Jaz se na primer spomnim, saj sem bila zraven, ko je predsednik Drnovšek premagal Barbaro Brezigar, kako je takrat bil sprejet poraz Barbare Brezigar. Takrat je bil vodja njenega volilnega štaba nekdanji minister za kulturo dr. Simoniti, ki je popolnoma drugače odreagiral. Zame je ta razlika med takrat in zdaj tudi posledica tega, kar je še nekdo, ki ga niste omenili, pa je moj šef, Borut Pahor, v zadnjih 10 letih ves čas zagovarjal. On je govoril ves čas, da dajmo sodelovati, da se dajmo pogovarjati, da ko zmanjka, ko se dialog izčrpa, se vrnemo od dialogu, dajmo med seboj iskati tisto, kar nas povezuje. Jaz razumem, da je to eno romantiziranje, ampak vsekakor, jaz sem na strani politike in boste presenečeni, celo na strani nekih življenjskih odločitev, ki bolj iščejo med ljudmi tisto, kar jim je skupno, kot pa tisto, kar jih razdvaja. In to je zdaj neka, bi rekla, osnova delovanja tega našega društva, ki lahko zelo veliko ljudem, se mi zdi, je všečna. Kaj bo potem društvo naredilo s temi všečki, Bomo videli, bo čas prinesel. Po vaše se sploh ne mudi. Bomo prišli do rednih volitev, pa bomo takrat razmišljali. Se pravim, ampak nam sploh ni. Če bi pohitela, pa se ustanovili, pa se rekli, ok, se bomo ustanovili zdaj, zaradi naše volje, ker se mudi, ker je urgentno. Mislim, se s tem strinjate vi. Jaz se strinjam s tem. Da se strinjate, da je stvar razmeroma urgentna. Se pravi, bilo najbrž, čisto resno, če bi vi računali na to, da res se postavite kot entiteta, se ponudite volivcem, ko volitve prihajajo zdaj. Bi mogoče dosegli točno to, kar zdaj kolegu Cirmanu očitate, da bi rad nadaljeval, pa vlekel, pa kakor da je vse v redu. Probite zdaj, pokažite se. Jaz sem gospod Brglez razumela, da bodo to naredili. Oziroma, da vi mislite, da bi bilo to treba. Jaz sem brez dvoma tista oseba, ki sem tle rekla game changer, da se ne bomo... In sem tako tudi res miselna. Saj ste vi potem ponovili za mano, da ko se enkrat ta proces začne, ga je zelo težko zaustavljati, da se kozmetično, da se medicinsko, da se najdeti izraze, kako se truplo balzamira, saj sva oba približno isto besedo uporabila, ampak vendarle se je ta proces začel. Saj to je bilo vaše prvo vprašanje. Nekaj je drugače. Od tega tedna naprej ni več to, kot je bilo. Res bi rad, se upravičujem, ampak res bi rad to poudaril. Tisto, kar je bil vedno problem, je to, s čimer bi zares morali prelomiti, s čimer bi ljudje, ki hočejo biti oblastniki, oziroma pač voditelji, ali kakorkoli temu rečete lepo, ki hočejo voditi, oni morajo prevzeti odgovornost, tveganje se vzpostaviti dovolj zgodaj, ne v komunikaciji že z volivcem, ampak v komunikaciji z državljani, z ljudstvom, s prebivalci, z volilnimi upravičenci, ne z volivci, ki razmišljajo na nek bolj naiven način, prav po defaultu. Ti bi skratka rad, da Logar zdaj pove. Hočem reči, ne pove. Stvar se mora zgoditi, če je urgentna. Jaz ne razumem, zdaj, če se zelo mudi, če vlada razpade, če imamo truplo, ne vem, zdaj hočem reči, vi imate en scenarij, se pravi, če recimo zdaj vlada obstaja, je slaba, škodljiva, ne vem naprej,
In vi čakate 2 leti, gledate to in rečete, ok, bomo počakali, bomo pa dobili še toliko večjo večino. Probite zdaj. Na hitro, vi potem pa k Primožu. Ja. Tole naše društvo ni nastalo zato, da bi vrgli vlado. Tudi enkrat, samkrat nismo kaj tazga rekli ali pa mislili. Nastalo je iz, vse sem prej povedala, pa ne bom ponavljala. A ne? Ja, se vem, zakaj. Vas pa razumem zdaj. Se mi zdi, da sem vas prav dobro razumela. Vi bi želeli, da enkrat ustrezno dolgo pred volitvami nastane nekdo, ki bo potem na volitvah zmagal. Ne? Ker zdaj smo imeli nekaj eksperimentov, kjer je nekdo nastal pop-up v enem mesecu, na hitrico naredil kakšne postopke za organizacijo ali pa celo vzel eno že obstoječo stranko, da je bilo še lažje, da je res lahko v 5 tednih naredil vse. Ne? Se strinjam, mogoče bi bilo fino kdaj imeti malo več podatkov, ko gremo na volitve. Potem pa grem na vprašanje. Prva stvar, podmatki, pač folklora, skozi katero pač lahko kakšna stranka pove kakšno stvar, ki jo na javni sceni ne sme. Recimo primer 2010, Mladi forum je Gregor Goloviča napadal zaradi T6, recimo SD ga javni meri in tako ni. Skratka, to se dogaja vedno. Zdaj glede pač tega pregovarjanja o tem, kdaj ustanoviti društvo. Mislim, da končna odločitev o tem je pač, ko bo palec gor ali dol za to dal nekdo, ki sedi na najvišjem nadstropju Trstenjakove. Tako je. To je v bistvu tega je, po mojem, vse odvisno, zato ker se pač gospod Logar se bo moral pač seveda pri tem odločiti, ali bo ostal tako, kot je že svoj politično kariero v varnem zavetju svojega političnega očeta, ali pa bo dejansko radikalno šel na svoje. V tem primeru pa se ve, kakšne so sankcije. O tem lahko povedo mnogi ljudje, ki so to storili. Nekateri so se medtem vrnili nazaj, nekateri nikoli niso. Skratka. To se mi zdi meni še kar veliko podcenjevanje nas ustanovnih članov in članic, ampak ga sprejemam. Mislim, on je številka 2 v SDS-u. In zdaj lahko mi živimo v neki iluziji, da to ni, lahko se delamo, da v njem vidimo nekaj, kar ni, kar vsi hočemo, lahko ta suspens pričakovanja gradimo, ampak nesporno dejstvo je, da je on številka 2 SDS. In to mislim, da je v tem trenutku vse, kar je treba vedeti o tej njegovi platformi. K morebitnem razpadanju vlade, za katero ti praviš, da pač, če te prav razumem, bo zdržala, oziroma glede na to, kako so zaenkrat kaže, da ker pač štejejo poslanci in še vedno so praktično svi na broju. Se ti zdi realna možnost, da bo vlada kmalu ostala brez SD-ja? Ne po njihovi želji. Ne. Zato, bo toleriral Robert Golob tole obnašanje? Zdaj, ne vem, ne znam njegovi možgane, kako razmišlja, ampak z nekega stališča političnega racija je seveda nelogično, da bi šel ti prostovoljno v neko manjšinsko vlado, potem odvisno od levice, ker v tej konstelaciji, ki jo ima, lahko kombinira do onemoglosti praktično. Enkrat z SD-jem, drugič z levico, mogoče kdaj Novo Slovenijo vključi. In če to naredi zdaj, da vržeš nekoga iz vlade, ga v bistvu tako ali tako narediš kot žrtev, tako je. Ker hkrati vemo, da v Sloveniji vsak, ki je pa izstopil iz levosredinskih vlad, so ga pa volivci pozneje kaznovali na volitvah. Tako da mislim, da to ni realne možnosti. Tukaj je treba vedeti, prej sem rekel, struktura Gibanja Svoboda nema svoje kriterije pravosti in nepravosti, in zaradi tega tudi pride, seveda, zdaj kaj se je zares zgodilo, me tudi, bom rekel, spet ne zanima, kako je artikulirano. Artikulirano na način, da ne vem, da nekdo je kritiziran oziroma je izključen iz stranke, zato ker med drugim zato, ker je rekel, da sicer glasoval za neko zadevo, pa rekel, da ga niso argumenti sicer čisto popolnoma prepričani, ampak da vsem bo, skratka, da ni te popolne vere, pustimo zdaj Urška Klakočar celo ni glasovala, pa je še vedno ostala, tako da ni to niti bistveno, ampak ne, kar se tiče SD. To drugi vatli so, mislim, to so vendarle zunani sodelavci po defaultu podrejeni, ne rabijo biti večje vprašanje, kaj se bo dogajalo znotraj SD-ja v naslednjem letu dni, recimo po evropskih volitvah. To je verjetno večje vprašanje, ker SD je zelo, bom rekel, dinamična stranka glede notranjega dogajanja. Kaj pa predvidevaš? Ničesar, zato ker pač enostavno ne poznam zdaj, kako razmišljajo. Vidim pa, da pač oni so dejansko v nekem, bom rekel, krču, zato ker so že dosti časa uveti na teh 6, 7, 8%. In kar je verjetno odstotek, ki je precej nižji od
lastnega samodejanja, tudi na vse zadnje tradicije, ki jo ima ta stranka. Ta stranka je dejansko edina etablirana stranka na tem polu. Hkrati pa je to stranka, ki ima zelo močne tako imenovane poslovne linije, veliko interesov in težko pa vidim scenarij, po katerem bo Tanja Fajon kot predsednica te stranke zdržala do naslednjih parlamentarnih volitev. Ali je Robert Golob v tem tednu pokazal kakšne avtoritarne poteze? Menda ne. Ja, seveda. Ne vem, mislim, ja. Okej, to bomo drugače mogoče kaj bolj konkretnega. Kje pa je razlika med Robertom Golobom pa Janezom Janšo, v kateremu pridemo zdaj malo kasneje? Zdaj, obe imajo všeč Švica, ne? Enemu zato, ker ima 7 ministrstev na federalni ravni, ne? Enemu pa zato, ker ima veliko ljudi orožje doma. Ne? To je, obe imajo všeč Švica, tako da tle sta si podobna. Švica ko rečeš, meni je všeč Švica, tudi poveš, da te v bistvu ne zanima, kako je kje drugje, ne? Da ne iščeš zgled, ampak da iščeš neko na pamet iz Wikipedije prepisano zadevo ali pa da črpaš iz ene fantazije. Tako da tle sta si podobna. Seveda sta si, zdaj, če pogledamo, kako se zdaj trenutno obnašate, si seveda nista podobni, ne? Ker Janez Janša bil včeraj četrtek v 24 ur. Zvečer, ja. Ja, mirnejši spet kot kadarkoli, vse smo že videli, vse je jasno. Nič ne more, vse se odbija spet od njega, ne? Mislim, tako na tej ravni. Tako da, ne vem, ne zdi se mi pravo vprašanje, ne za primerjati avtoritarnost. Ni to, mislim, poteza, ki bi mene pri enem ali pa drugem motila. Ne? Avtoritarnost sama po sebi, zdaj, ne bom rekel, da je dobra, ni pa nujno najslabša stvar na svetu. Ne? Se pravi, če avtoritarnost vzamemo kot zdaj uradno strategijo vladanja, ampak kot neko potezo. Osebnostno značilnost. Ja. Mislim, to je to, kar so, brez veze, da se slepimo, veliko ljudi to, tudi volivcev to hoče. Mislim, to se vedno znova in ponovadi hoče to sam pred volitvami, pa se obljubi neka avtoritarnost, pa pol ni zares, pa kakorkoli. Ampak tisto, kar, tako da mislim, da jih je treba pač specifično obravnavati, ne vsakega po svoje. Pač enega je treba obravnavati kot zaležan dolg produkt, ki pač bo tukaj forever, ne? Na tak drugačen način, skozi svoje reinkarnacije ali pa ne. In za nekoga, katerega največji uspeh, Robert Golob, je verjetno v tem, da je najbrž res sicer na nek način ustvarja ta cikl, ampak da je verjetno res prekinil z antijanšizmom. Zdaj, hočem reči, da ne bo to najbrž več funkcioniralo. Neka druga, kako bi rekel, izpeljanost iz janšizma bo mogoče. Zdaj, mislim, da je imeno pojem antijanšizem, ne? Jaz mislim, da ravno zdaj nekako to, kar tu gledamo, je tudi dejansko neko spopad, ampak nek boj za to, da kdo bo imel ta primat antijanšizma. Se pravi, kdo bo v bistvu izpadel kot nosilec tega grala, ki dejansko prinaša vsake volilne zmage v Sloveniji. Ne? In zdaj Robert Golob se je čvrsto postavil ponovno na to pozicijo s tem, ko govori o čiščenju janšizma in tako dalje. Tu ga pa čaka, pač po moje, v bistvu nevarnost je pa ta, ne, da v bistvu, če boš to retoriko še nadaljeval v takšnem obsegu, pa odbijaš sredinske glasove, ker ne pozabimo pa, da Gibanje Svoboda je zmagalo tudi na podlagi sredinskih glasov, tistih, ki so dejansko šli na volitve in obkrožili. To pa so glasovi, ki jih na koncu lahko pridobiš samo z dosežki vlade in z nobenom v bistvu v narekovajih ideološko takšno stvarjo. Žal je ta pač segment tega antijanšizma na konstantni ravni v Sloveniji vendarle nekako, po moje, premajhen, da lahko takšno prepričljivo zmago še enkrat ponoviš. In tu se potem v bistvu kaže pomembnost, kakšna bo operativnost vlade, kakšni bodo dosežki. Ne? Veš, kje lahko še pridobiš te sredinske glasove, ne? S tem, da govoriš o povezovanju? Kjer pa jaz pa mislim, da v bistvu jih pridobiš z predvidljivostjo vladanja. Spravi, z nekimi ukrepi, recimo z neko davčnimi ukrepi, ki so predvidljivi, ki se ne spreminjajo vsake 3 mesece. Ti si napisal v eni od svojih kolumn zadnje čase, da Janez Janša se lahko samo smeji in tako je vsakič znova. A ste ga mogoče opazili, v kateri od teh afer v zadnjem tednu?
Ker vtis je, da vsi streljajo raket drug pri drugemu, samo Janša ni, celo pri Snežiču ga ni. Ja, včeraj je sicer moral odgovarjati, a ne, in se je Ja, ampak distanciral na tudi pri 24. Logarju zvečer. ga ni. Skratka, Janez Janša ni nikjer, Ja. samo vse posod je. Ja, je pa v pozivih k volitvam, ne, na Twitterju. Ampak mislim, da niso iskreni. Okay. Zato, ker on Si jih trenutno ne ni v želi. situaciji, da bi si želel volitev, on bo še počakal, da se v bistvu čaka. Včeraj je posredno napovedal, čaka na implozijo levo-sredinskega pola, pri čemer tudi situacija, v kateri je sedaj država, tako javnofinančno kot z drugimi stvarmi, trenutno ni takšna, da bi si on v bistvu želel prevzeti oblast. On bo po moje še raje bi kakšno leto taktično čakal. Druga stvar pa je seveda njegov strah pred represivnimi organi, pa je tukaj prisoten. To je v bistvu edini argument, zaradi katerega bi on v bistvu prišel nazaj, je, da spet prevzame kontrolo nad represivnimi organi, ker ti si ne želi tako preiskovanja kot razčiščevanja deviacij, ki so se dogajale v času prejšnje oblasti. Bi pa tukaj rada o nečem govorila, še nekje je prisoten s pozivi k oboroževanju, kar se mi zdi leta 2023 v Sloveniji, torej v 21. stoletju. Zakaj vas to čudi? Ne, Zakaj te to čudi? čudi me, ker v Zakaj? bistvu imamo situacijo, ko v tem letu na velikih televizijah, največji televiziji v državi, poslušamo argumente, zakaj bi se oboroževali. Mene pa čudi, da te to čudi. Ja, To ja. je le del. Hočeš reči, naivna sem. Ne, mogoče imaš prekratek zgodovinski spomin, oziroma rada vidiš stvari drugačne, kot dejansko so. Ja. To je le. Ni posamični eksces, to je del neke kampanje, ki se vodi že dlje časa. 2 leti nazaj je bila uporabljena fraza državljanska vojna. Če boste hodili recimo na okrogle mize, ki organizirajo recimo organizacije desnega pola, boste tam videli, v bistvu, o čem tam govorijo. Ne? Da nas bodo ponovno spravili v jame, tako kot leta 1945. On v bistvu dejansko izkorišča ta strah potomcev pač teh slovenskega prebivalstva, ki je bilo žrtev povojnih pobojev, ki so seveda bili absolutno nekaj nedopustnega, in jih izkorišča, da v bistvu gradi narativo, to se vam bo spet ponovilo. In ta strah dejansko, pogovarjate se s temi ljudmi, ta strah je dejansko prisoten, koliko se nam v teh balončkih zdi, da to seveda ne more obstajati, in to je le del tega. Se pravi, govoriš o državljanski vojni, imate frazo državljanska vojna napisano v eni resoluciji SDS, zdaj govorimo o pozivu k oboroževanju, seveda, zakaj je zdaj to govori? Zato, ker je seveda imamo spet krivega drugega, in to so v tem primeru migranti, ne, grožnja, in skratka, to je le del konstantne kampanje, tega psihiranja političnega prostora, ki smo mu priča. Lahko mi govorimo o povezovanju, ampak dejstvo je, da ta koalicija je sanitarni kordon, kot so rekli pred drugo svetovno vojno, je nek ustavni lok pred Janezom Janšo. In to je, in zdaj jaz tu vidim pač žalost poskus vaše platforme, da se ta blokada, ki je recimo nastala nekje od 2017-2018 naprej v Sloveniji, poskuša pribiti z neko iluzijo, da je pa iz tabora Janeza Janše išel nekdo, ki z njim nima nobene povezave. In Ja, kar dajte vi pa potem še tedaj. Ja, tako imam malo občutek, kot da zdaj tekmujemo v tem, kdo bo bolj pravilno napovedal dogodke prihodnega tedna. Ne? Kaj bo zdaj, kakšna bo poteza. Ja, sej po počitnicah bomo pa govorili o zmanjšanju vlade, pa o tem, ne, in o tem ste vi zdaj govorili. Vi kot bolj dobro obveščen človek, a ne, lahko tudi mogoče boljš predvidite, kdo bo minister, kdo ne bo, kakšne razpoke bo to povzročilo. Meni se to zdi pravzaprav manj pomembno, ne? Ampak jaz ta trenutek vendarle izhajam iz enega, bi rekla, društvenega, ne, pogleda na stvari, in mene res zanima, a bi se mi lahko začeli obnašati tako, kot da smo v 21. stoletju, recimo, ne? Tako da, recimo, bom rekla nekaj dobrega zdaj, ker prejle nisem, a ne, o predsedniku vlade Golobu. Ko je on zmagal na volitvah, sem jaz imela res občutek, kot državljanka, sem imela občutek, da je to strašno pomembna stvar in da je dobil tako veliko večino, da bo lahko z njo naredil nekaj velikih stvari. Hej, človek je menedžer, on zna, on bo zdaj naredil neke stvari, ki bojo delovale. Sej voditi Slovenijo, ki je v Evropski uniji, ki je v NATO, ki nima nekih strašno velikih problemov na mejah ali pa, ne vem, ki bi jih morala reševati na zelo komplicirane načine. Je pravzaprav to vodenje ne bi smelo biti tako strašno težko za nekoga, ki je že kdaj kaj vodil. Ja, pa se vam zdi, da v redu vodi državo? No, in kaj se je potem zgodilo? Hkrati pa, ne, ker neke uvide imam, pa tudi jaz v politiko, ne, sem si rekla, in
očitno je upravo z janšizmom, ne, tako kot smo rekli. On je zmagal na valu anti-Janša, zdaj ni več razloga, da bi Janša imel še naprej to veliko vlogo v slovenskem političnem prostoru, saj če bo namreč ta človek s tako veliko večino zdaj lahko 4 leta dobro, stabilno, resno in preudarno, a ne, in prodorno vodil vlado, potem smo veliko stvar naredili. Ne. Potem bom pa še enkrat ponovila to, kar ste vi prejle rekli, da je namreč potem stal pred predsedniško palačo, pa napovedal kandidaturo Marte Kos in takrat rekel, eno tako simpatično se je zdel, kako mu je krtko izletelo, ne, da sej Milan Kučan pač ni suho zlato, a ne, kdaj tudi kakšnega kozla v Avstraliji, a ne. In sem si rekla, wow, ne, pa sej mi smo tam, mi smo pa zdaj na pragu 21. stoletja, mogoče pa lahko te veliki senci dveh ljudi, ki nam skozi mračita naše nebo, zdaj enkrat odvržemo in jaz lahko v svojih društvih naprej ostajam tam, kar sem, ker zdaj bojo stvari lepo tekle, mi bomo dobili zdravstveno reformo, enkrat bomo imeli hitre vlake, mogoče se bojo začeli ljudje iz tujine vračati, ker imamo krasne znanstvenike v tujini, pa bojo tle našli, ne, se ste rekli kapice, pa take stvari. No, zdaj po enem letu pa pol jaz nič od tega ne vidim. Ne, da ne vidim hitrih vlakov. Jaz ne vidim, da bi ne bilo več sence Janše in Kučana, ker se mi tle o njih pogovarjamo. Jaz sem pričakovala malo drugačen pogovor, no, sorry. Ja, jaz sem ga tudi pričakoval malo drugačen pogovor, ampak... Nihče ni zadovoljen. Mislim, ne, bom rekel, ne, motim se, pričakoval sem točno tak pogovor, no. Ampak najprej bi sam, če zdaj ne bom narobe razumljena, ne, ko sem rekel... O antijanšizmu, ne? Golob prav z antijanšizmom, hočem reči, da antijanšizem še nikoli ni bil toliko impotenten, kot je bil prej. Pa ne, se prav obratno, ne, kot si on morda predstavlja. Mislim, da te pozivi zdaj, ko reče, ne vem, Janez Janša tega filma ne bo videl, mislim, to zgleda pač patetično. A ne. To je mislim, to je žaljenje pač inteligence volivcev in vseh nas. Ampak bi se pa vrnil, mislim, k temu, ker zdaj tako je razlika, ne, rekli ste, ja, Kučan, Janša, oba mračita, pa tako naprej, ne. Če se vrnem k temu vprašanju, ne, en poziva k oboroževanju, dobro ve, kaj dela, ne. En, mislim, da ne, no, tako bi rekel. Tukaj je vendarle ena razlika. Bi pa poleg tega, zakaj ne bi bil človek presenečen, zakaj ta zadeva ni od včeraj, poleg teh pozivov k državljanski vojni pa tako naprej, oziroma k ne pozivov, opozoril pred prihajajočo vojno, ki prihaja od strani drugega, ne, je še ena kontinuiteta, nekaj, kar se je ustvarjalo pa v zadnjih letih, kolikor sem jaz spremljal na Twitterju, dokler sem še to malo bolj spremljal, ustvarja se ena zelo močna, ideološko zelo čudna, nepovezana načeloma pač skupina ljudi, ki so začeli ob raznih priložnostih skratka zelo propagirati to, mislim, skratka, nek liberalen odnos do nošnje orožja, ne, do skratka prenos od tega, da je orožje, kot se nam zdi, meni recimo, pa te, znate, sem prepričana, ne, zdi nekaj, kar bi... Primož pravi, zakaj si tako šokiran, ampak jaz sem čist. Zakon o orožju bi zame imel en člen, a ne, mislim, nima ga nihče razen državni organi, ne, pa zaključimo, pa se podpiše nekdo od spoti in je stvar narejena, mislim, prav tako, ne, ker tukaj v tem zakonu je eno odstrelsko orožje, pa tako, se pravi, da se ti, ja, greš se, upišeš se v strelsko društvo, malo, ne, tam lahko kupiš pa, ne, zakaj lahko kupiš puško, ki ni zračna, mislim, una za streljanje na strelišču, ampak lahko kupiš veliko bolj smrtonosno puško, mislim, smrtonosno orožje, ne, lahko kupiš, če si pri strelskem društvu, pa če nisi glih, če nimaš glih kartoteke, ne, mislim, tako, skratka, pustimo. Ampak, ko ustvarja se, ni to od včeraj, ne, to, ko reče, oborožite se legalno in pozori legalno, to je že dolg debata, da je to legalno, da se to sme in eni so prepričani, da je to nekaj dobrega. Ne. Konec koncev se je eden od velikih promotorjev nošnje, privatne nošnje orožja in fetišist na orožje, ne, tudi prijavil na razpis za reality show, ne, ta, ki ni bil izbran, ne, on je, če se pogledate njegov Twitter, to je človek, ki je obseden z orožjem, a ne, mislim, ki je prav obseden z orožjem. A ne, se pravi, ta logika, ne, torej, Janša je vedel, da to ne bo neka abstraktna, kakor oborožite se, ne, kmečki upor, pa ne, skratka, SDS ljudstva, ne, ampak je točno vedel, da je nekaj, kar že obstaja in je stvar že pripravljena, že preparirana. Zbral je, kot si ti pravilno ugotovil, ne samo poziv k orožju, ampak tudi tarča, ne, je jasna.
če je jasna, ne pomeni, da je izključna, a ne? Ker po asociativnih povezavah pade not v migrante vse lahko, kar si pač poželiš, a ne? Kogar povežeš, ne, vse veste, kot so migranti dobili to zlovešče ime zaradi trgovine z belim blagom pa tako naprej, ne, pa tihotapcev pa ne vem kaj, in so postali obteženi, se ta obtežen pojem, ki nima z realnostjo, ne, kako bi rekel, običajnega migranta nobene zveze, ne, se je zdaj ta peza prenesla tudi in ta zloveščost prenesla na vsakega, ki ga povežeš, sploh zkrátka po tem, kar se dogaja v Palestini, ne? Mislim v Gazi in v Izraelu. In drugota, ne? Ko pride do povezave s Hamasom, zdaj s Hamasom lahko povežeš kogarkoli, ne? Janez Janša dobro ve, koga vse je že povezal, ne? S tem in kjer inštitucije je s tem že povezal, kjer organe je s tem že povezal, kjer posameznike s tem povezal. Skratka, tarče so jasne, torej imamo poziv k orožju, imamo tarče in zdaj ta hec, ne, legalno. A ne? Ja, legalno, rečeš, ne, on bo rekel, nič tazga, to je legalna, to je pravica, a ne? Posedovati orožje, načelno pravica, da se legalno pridobiti, a ne, boljš legalno kot ilegalno. To bo njegov argument. Ampak zdaj si pa probajte predstaviti, kjer vse pravice so recimo v ustavi zapisane, ki jih ti lahko imaš potencialno. A ne? Tako bi rekel, če se na njega obrnem, pravica do protesta tudi med izrednimi razmerami. A ne? Kaj je on imel zapovedati o protestih, če je kdo rekel, ne, imamo pravico protestirati tudi, če je to, pa so poslali policaje, ne? Pa so poslali robokope, pa tako naprej. To je tako, kot da bi rekel, ja, sej otrok ima načeloma pravico, če ga starši, a ne, maltretirajo, oziroma če so zoprni do njega, bi rekel, sej ima otrok kot človekovo pravico tudi reči tako, dej foter, pusti me pri mir. A ne bi rekel, ne bi nobena socialna služba rekel, ta zločinca, ta mama, ne, kaj je rekel. Ampak, če ti pozivaš kao, ne, tukaj imaš tarčo, imaš to pravico, izkoristijo na polno, izkoristijo pač celo, dobiš to, kot da bi rekel, kot da bi vzgajal na način, da enemu otroku rečeš, vse, kar ti bojo starši rekli, imaš ti pravico pač klicati na socialno službo. Tako rekel. A ne? A veste, o čem govorim? Se pravi, jasno je, da vse ta zmotavanja in mi, kar bi morali narediti, ne, zdaj, mi se lahko rečemo, eno je pač so čiste poteze pravne. Jaz ne vem, zakaj se je treba naknadno, a ne, strani politikov samo, mislim, razburjati, ne, in se postaviti v neko pasivno, ne, vi morate prevzeti pobudo, a ne pustiti, da diktira nekdo, ki poziva k orožju, celotno politično dogajanje, a ne, in rešitev, se pravi, in zaradi tega mi je, se opravičujem, mislim, ta način, kako Golob, a ne, reagira na vse te zadeve in kaj se je v tem tednu ali pa 10 dneh zgodil, se mi zdi škandalozen prav na to, a ne. A vi res mislite, da je v času, ko nekdo poziva k orožju, ko to povezuje z, mislim, ko se spravlja na vse možne ljudi, a ne, in ko hujska, a ne, ko skratka mu je ideal, da kaos, ki ga lahko on prešije, se to nisem zdaj nič novega povedal, a ne. A je res prava reakcija to, da se ti začneš ukvarjati s 7 ministrstvi, da delaš dodaten kaos? A je rešitev, da ne vem, boš zdaj, mislim pa, če to prišlo iz ozadja, a res mislite, da bo afera Snežič zdaj pa to pripomogla k temu? A ne? Hočem reči, tukaj, ker problem je v tem, če se pa spustiš v to debato na način, in poročiš, se nisem nič takega povedal, to se vse sme. Ne, seveda veš, kaj si povedal. Omenil je tedaj afero reality show Vojska. Komu bo ta afera škodila? A bo sploh komu škodila? Vsem nam. Kolikor jaz razumem, je zdaj razpis razveljavljen, ne? Ni bil noben izbran. Ni bil noben Ni pa izbran, še pravnomočno. Se pravi, jaz mislim, da je to pač v bistvu bo to na koncu ena od nekih viharjev v kozarcu vode, ki so se zgodili, pač mislim, da nekaj širšega vpliva na to ne bo imela, ne? Ker pač zadeva je trajala 2 dni, sej pri aferah je v bistvu
če tako rečemo, je ključni trenutek v bistvu reakcija. Ne? In videli smo recimo reakcijo pri reality showu, ne? Ki je bil pač nek poskus tukaj v bistvu tega privabljanja ljudi v vojsko na nek način, ki ne pomeni, da daš pač neki agenciji denar za neke jumbo plakate, ne? Ampak po 2-3 dneh je bilo v bistvu stvar zaprta. Ne? Pri Ajanoviću je bil pa recimo težava, poleg tega seveda, da je dejansko so bili tam ožji družinski člani v teh hobotnicah podjetij in da je bilo enostavno nekih naključij preveč, da ne bi dejansko bil tudi ogenj tam, kjer jedim. Mislim, da je bila ključna težava, oziroma ključna napaka, da je ni presekal takoj. Ne? Mislim, da teh 14 dni, ko se je to dejansko upravičeno vrtelo po medijih, je bilo jasno, kakšen bo, ker je bilo pa ves čas jasno, kakšen bo sploh epilog tega. Ne? Ampak mislim, da v končni fazi so ljudje dejansko, čas gre tako hitro, dogodki se vrtijo tako hitro, sploh v tej 24/7 informacijski družbi, v teh news cyclih, ki so praktično že za tiste, ki jih ustvarjamo, praktično nemogoče spremljati. Gre vse tako hitro, da bo to čez 14 dni, en mesec ponoma pozabljeno in bo verjetno kaj drugega prišlo na plano. Neposredno po zadevi pričanja Tatjane Bobnar in Lindava se je zgodilo to, in tudi po tej aferi z Morsom, se je zgodilo, da je bila napovedana ta rekonstrukcija vlade in so se zgodili ti ostri rezi, torej da sta bila 2 odrezana iz stranke Gibanja Svoboda. Vidite vi to kot nek preusmerjene pozornosti Roberta Goloba? Bi to lahko bilo to? Ne, jaz se ne ukvarjam toliko s temi možnimi ozadji ali pa z možnimi metodami za to, da se nekaj prikrije s tem, da se v zadnji nekaj zgodi. Meni se zdi, da se ta trenutek dogaja toliko bistvenih stvari v ospredju, da se rajši tem posvečam. In tukaj bi rekla morda na vaše prejšnje vprašanje, ki ga sicer niste meni postavili, kaj bi bil lahko nek učinek te realitija, ne? Če tvegam še jaz enkrat eno napoved, takole, jaz mislim, da na koncu ga bojo mogoče celo posnela, ne? Zaradi tega bojo pač ponovili razpis ali kakorkoli izbrali nekoga. Zdi se mi celo, da če si obrambni minister, je tvoja naloga, da skrbiš za to, da naprimer lahko uspešno pridobiš nove kadre za vojsko. In na Tarči so izračunali včeraj, kako preplačano bi to bilo. Da, Videli so primerjavo z High Production. Saj ne govorim o tem, ampak govorim o tem, da je minister za obrambo je imel neko idejo, kako bo prišel do novih, kako se reče, nabornikov ali pa sploh fantov, ki bi se odločali za vojaški poklic in vojaško službo. In mislim, da bo to na koncu enkrat tudi naredil. Ali bo mogoče razpis manjši, ker smo zdaj videli, da bi bil sicer preplačan, ali bo kar drugega drugače, to zdaj ni moja stvar. Ampak bi pa to rekla. Je pa ena žrtev, dovolite, pa vendarle že bila, ne? A ni Mojca Šetinc Pašek ravno zaradi tega pravzaprav bila potem, kako bi rekla, dobila lekcijo, če tako rečem. Ne? Tako da nek učinek je tole že imel. Ne? Mojca Šetinc Pašek, če pa še to rečem, pa ni popolnoma neviden član ali članica Gibanja Svoboda. Ne? Med 41 jih je nekaj takih, ki jih mogoče celo jaz ne poznam po imenu ali pa po njihovem delovanju, ne? Ampak Mojca Šetinc Pašek je pa navsezadnje oseba, ki je zmagala v aferi Prestitutka, ne? Se pravi, ona je nosilka tega, kar so ljudje takrat videli v Golobu in v njegovih prizadevanjih, da se odpravi z nekimi sencami preteklosti, če še enkrat tako rečem. Tako da tukaj mislim, da imamo prvi učinek tega, če ste tako Težava je, ko celotno politično narativo podrediš poplavam, je seveda posledica tega, da bodo ljudje občutljivi dobesedno na vsak evro, ki bo šel za nek namen, ki pač mogoče ne zgleda običajen, in s tem bo pač tej vladi treba živeti. Se ne strinjam. Tukaj so vsi ti evri, to sem tudi jaz videla včeraj v Tarči, res bili pokazali, da so sami po sebi znatno preplačane dejavnosti znotraj filmske ali pa televizijske industrije, ker so primerljive kazali. Ker da bi 2 milijona bila spričo 10 milijard prevelik znesek, se mi ne zdi. Ne? Ampak ljudje si te zneske lahko predstavljajo. Ne? Vidite, recimo, ko ljudje vidijo Roka Snežiča, ki šteje 5000 evrov pred kamero, razmišljajo o tem, da oni delajo za ta denar 3 ali 4 mesece. Ne predstavljajo si recimo nekih milijard in ravno zato v bistvu bo, tako pričakujem, da bo teh nekih
rekel, ne afer, ampak nekih zgodb o nekem porabljanju davkoplačevalskega denarja, no se zadnje tudi denar za računalnike, Miles Tomenov je duh, boš toliko več, ravno zato, ker so ljudje, sploh jeseni, ko je pač življenje dražje, in zdaj v tej poplavni narativi toliko bolj občutljivi na porabo. Ja. Ne, sem tole, no. V momentu, ko imamo militarizem globalen, mislim, ko se ljudem trga in meša, ni problem, da je razpis za 2 milijona. Problem je, da greš delati menda reality show o tem. Privabljanje fantov in deklet v Slovensko vojsko. Si jaz predstavljam popolnoma drugače. Tle imamo očitno drugačne koncepte. Mislim, ne nujno mi tri, ampak ljudje v Sloveniji imamo drugačne koncepte. Problem je samo v tem, da vlada, ki je na oblasti, ne vem, če je vlada, ki je bila izglasovana s konceptom militarizma. Vsaj velik del tega ni bil tak. In če ti hočeš pridobiti v Slovensko vojsko, jaz si predstavljam, kaj je bil vedno problem. Bila je podplačanost, bila je slaba opremljenost, tukaj vse kupim, bila je neprivlačnost. Ampak to je tako, če imaš profesionalno vojsko poklicno, pač običajno, pogledajte samo Ameriko, koga se vleče se pač revne ljudi not. Ampak hoče samo reči, Slovenija kot država, kakršna je bila vzpostavljena, upam, je država, ki vojsko sicer ima, ampak je najrajš ne bi imela. To je bistveno. Najrajš je ne bi imela. Tako je bila v končni fazi tudi NOB postavljen. Mislim, to je vojna, ki je raje ne bi imeli, pa smo prisiljeni v njo. Seveda pod to lahko marsikaj pade. Ampak sam, če to rečem, se pravi, mora biti, če obstaja ta militarizem med ljudstvom in pripravljeni in ljudje na trganju v glavah, kaj vse bi radi s puškami in raznim orožjem počeli, menda ne more biti signal oblasti ta, no zdaj bomo pa dali show off tam, se pravi, da boste lahko se kazali, pa nekaj. Saj smo že kdaj videli kakšne posnetke od Slovenske vojske, vemo, kako to izgleda. Ti bi lahko imel 60 poslancev levice v parlamentu, pa bi imel vlado, pa bi Slovenska vojska še zmeraj izgledala, kad je militaristična organizacija. Jaz se zelo pravičujem, ko gre v javno promocijo, ker je na tem, ker to je bam, bum, streljanje, ognjemet, to je to, pač mora biti igrci podobno, mora biti podobno pač temu. In zame se upravičujemo, koncept, mislim, nismo, ne jaz, mi kolektivno, ko smo potegnili črto pod glasovi, nismo zvolili take oblasti, Okay. Basta. In tukaj, 2 milijona, v redu, mislim, 2 milijona, pa spet bom rekel, se strinjam, ni mal, ni mal 2 milijona za nek tak bullshit, Zaključujemo. Rada bi spomnila še na včerajšnje posnetke izpred Roga, ki so močno spominjali na posnetke izpred 2 let. Ste jih mogoče gledali? Jaz sem po nekem nesrečnem slučaju se tega nisem pač mogel udeležiti, pa to zelo obžalujem. Torej robokopi, policijski psi in tako naprej? Ja, mislim, da je to, gledajte, del te norije, je tudi Zoran Janković. Postaja mečken neobvladan, bom rekel. Človek, ki se postavi sred križišča ven in usmerja promet, je logično isti človek, ki bo zato, ker si hoče pač svojo palačo, v nekem trenutku noče biti moten strani slabih ljudi, si bo pač bojo že poskrbeli, se bo že zmenil s kom, da dobi zaščito in da je tudi dovolj agresiven. V tem smislu, da tudi hoče izgledati agresivno. Mislim, s tem je treba tudi enkrat presekati. Mislim, s to logiko v končni fazi, jaz, če razmišljam, kaj je meni najhujš pri tem v centru Rog. Človek bi si želel imeti nekaj tacga, tako, samo po sebi. Absolutno, se rečeš, super. Imamo veliko stavbo namenjeno kulturi, namenjeno ustvarjalnosti, namenjeno tudi preživljanju časa, tam se da marsikaj početi. Velika je, ampak pa si rečem, najhujše mi je to, da je Zoran Janković, saj vemo, kdaj se je dokončna evikcija zgodila, v času, ko je bilo to absolutno nepojmljivo, nedopustno, še 10krat bolj kruto, kot si lahko zamišljamo,
to izvedel, da je s tem nam nastavil, poleg Šelenburgov, ker vi ste tle zelo blizu, Sosedje. poleg Šelenburgov, poleg predimenzionirane Ilirije, ki je sicer javni objekt, ampak mislim, bi rajš imel staro, če tako rečem, poleg vsega tega je dal še eno zadevo, za katero pa se jaz ne morem tako, v Šelenburg ne smem iti not, in mi Šelenburg hoče povedati, to ni zate, ti tukaj nikoli ne boš živel. Dočim pa Rog, center Rog pa pravi, pridi, spremeni se, pridi not, pridi, uživaj tukaj, bodi kulturen, pogovarjamo se, povezujmo se, ampak jaz tja ne bom mogel iti. Pač ne bom. In mi gre na živce, najbolj to, da kako bi rekel, je ustanova javnega pomena, ki bo mene v mestu samo motila in od mene zahtevala pač, kako bi rekel, napor inata. Jaz to vidim kot del neke širše zgodbe gentrifikacije Ljubljane, v kateri sem pač danes ne živim, včasih sem živel, imam zelo rad, vendar pa pač vidim, da to mesto v bistvu postaja v bistvu dve mesti v enem. Vidim ta center Ljubljane, ki je pač postal neke vrste Disneyland, v katerem pač domačini ni več prostora, pa tu govorimo o Airbnb-ih, pa do elitnih stanovanj za milijon in več evrov. In pa drug ostanek mesta, neke druge mestne četrti, ki pač so vidno drugačne, vendar pa konec koncev župana vedno izvolijo ljudje in očitno še ljudem v Ljubljani vendar ni tako slabo, da bi bili pripravljeni pač najti nekako drugega namesto Zorana Jankovića, pri čemer mislim, da ravno to, da on osebno usmerja promet, je tisto, zaradi katerega mnogi tudi volijo. Ti si veliko pisal o poslih v preteklosti Zorana Jankovića, razkrival stvari, veliko si pa pisal in tudi knjigo si napisal pa o projektu TEŠ6, ki je nekako dobil ta teden, Ja. Kaj bomo rekli temu epilog? Končni epilog v delu, ki se tiče politične odgovornosti, to je, da pač preiskava policije v 5 letih, pustimo zdaj, koliko časa se je dejansko preiskovala zadevi, ni ugotovila, da je možno tu govoriti o malomarnosti in karkoli drugem kaznivem dejanju strani takratnih nosilcev političnih funkcij, to so bili pa Borut Pahor, Matej Lahovnik in pa France Križanič. In kakšen je tvoj komentar na to? Moj komentar je, da je seveda težko je razumeti, pač seveda kazensko pravo ima tukaj svoje pravila, zdaj, če pač policija nalazi do dokazov, jih pač ni, vendar pa je nekako, ko sem spremljal to afero 10 in več let, mi je bilo vedno nekako težko razumeti, kako so ene stvari skozi najvišje politične kroge od spodaj na zgor prilezle tako rekoč brez problema, kljub temu, da so vsa opozorila vedno bila na mizi, bili so uradniki, ki so opozarjali, dokumenti, ki so bili jasni in mislim, da je to šlo v neki meri, kot bi lahko rekli, za neko naklepno slepoto, vsi so torej gledali stran. Ni nujno, da so bili seveda aktivno zraven, jaz tukaj verjamem, da nihče od teh politikov ni vzel dejansko niti evra, so pa pač svojo, bom rekel, v neki točki brezbrižništvo in nezanimanje za zadeve pač dejansko dovolili vdor popolnoma zasebnega interesa in nekega zelo agresivnega lobija v vrhovne strukture oblasti, ki je potem ta projekt speljal, zaradi česar so posledice takšne, kot jih danes vidimo, in to je praktično katastrofalne. Jaz bi imela eno osebno izpoved, ker smo že to druge vse stvari dali, bi rekla, v javnost. Jaz sem pa namreč bila včeraj v tem Rogu. Noter. Ja, tako da mogoče še jaz povem svoje, ki sem tudi prebivalka, stanovalka ožjega središča mesta, da ne bomo poslušali samo mnenja tistih, ki ne živijo v Ljubljani. Skratka, jaz sem se tam znašla v Rogu obnovljenem z vabilom. Zadeva je bila strašansko neprijetna, zato ker je bilo odzunaj in znotraj približno enako ljudi, res. In je izgledala tako kot, ne vem, v starem Rimu verjetno, da so plebejci pač pritiskali na vrata, medtem ko smo patrici noter z pecljatimi kozarci pospremali to otvoritev. Župan je imel pač enega od svojih govorov. On zelo lepo pove stvari, tudi po dnevih in po datumih in natančno, kdaj je komu kaj ponudil in česa kdo ni sprejel in da so potem lahko ta rok pripeljali do tazga srečnega konca.
Nekaj stvari v tem govoru je bilo meni izrazito všeč. In to je to, da se je ohranila kulturna dediščina, kar res ni brezvezna, ker tovarna Rog ima svoje mesto v naši kulturni in arhitekturni zgodovini. Sicer bi tam verjetno, tako so rekli, po nekih potrebah, ki jih mesto ima, lahko ostala taka ali drugačna, Schellenburg ali drugačna pač stanovanjska soseska. Veliko so pa govorili o tem, kako bo namenjen vsem. Tako da jaz sem v eni kratki izjavi, ko sem jo tam imela možnost dati, rekla, da si pač res želim, da bi bil kar se da odprt, da bi bil vključujoč, da se zavedam, da so kreativne energije velikokrat doma v manj kozmetično in bi rekla dizajnersko urejenih prostorih in da bi bilo sjajno, če bi dobile svoj prostor. No? To sem hotela osebno povedati. Ta prizor, jaz sem posnetkov videl razen nekaj sekund, ampak ta prizor, ko pač, kot je gospa Brglez omenila, ljudje s 15 kozarci zunaj, neki protestniki vmes, policisti ščiti, je pač nekako ilustracija te izjave Jožeta Anderliča o eliti in amorfni masi. In tu vidimo, da amorfna masa je pač pritiskala neke ščite in skratka, se mi zdi tako lepo hecno naključeno. Ja, da se je ravno to poklopilo v tem času. No. In grafično, če pogledaš fotke, so najbolj elitni izgledajo ubogi natakarji, ki so bili postavljeni na čisto fronto in izgledajo oblečeni v belo, vsi čisti pa so najbrž podplačani. Hvala lepa vsem trem, da ste bili gosti NN podcasta. Bila je dobra razprava, bom rekla. Nismo se strinjali, niste se strinjali vsem. Upam, da še kdaj v taki sestavi. Še enkrat hvala vsem trem. Hvala. Hvala tudi poslušalcem in poslušalkam, gledalcem in gledalkam. Naslednji teden premor, potem se pa spet vidimo.